En lep pozdravček vsem vam, čarobna bitja s čarobnimi teleščki. Danes je naslov tega videa, kako postati imun na vse. Torej, imuni postanemo na vse takrat, ko je vse samo zanimiv pogled. Torej, ko se ne strinjamo s temi pogledi, ki imajo drugi, se ne pridružujemo tem pogledom, niti se ne opiramo na te poglede, niti nanje ne reagiramo. Ker namreč, če se strinjamo s tem, ko nam nekdo govori, ja, zdaj pač ne vem, recimo pač neki virusi razsajajo, zdaj to je bila tako ali pa tako. In če se mi s tem strinjamo, če se s tem pridružimo, začnemo kreirati to kot svojo resničnost. In tudi zanimivo je tudi to, da če se temu upiramo, če na to reagiramo, je tudi začnemo to storjevati kot svojo resničnost. Tudi če rečemo, ne, za mene to že ne bo, to jaz meni ne bo nič, a ne. Dejansko tudi to začnemo kreirati kot svojo resničnost. Imuni ste pa takrat na vse, ko je vse samo zanimiv pogled. Ko vam nekdo predaja neki pogled in rečete, v svoji glavi si ponovite, zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. Zanimiv pogled, da ima takšen pogled. In to ponavljate, dokler energija oziroma naboj tega pogleda, ki vam ga je ta oseba predala, ne izgubi svojega naboja. Ali pa tudi, če se zalotite, da imate vi neki pogled, torej ali da vas je začelo skrbeti zaradi česarkoli, vse žive informacije dobivamo zdaj, in če se s tem strinjamo, pridružujemo, opiramo, reagiramo, to že kreiramo. In kaj bi pa vi radi ustvarili kot svojo prihodnost? In to je najlažje ustvariti torej takrat, če ste v dopuščanju. Oziroma, če smo v dopuščanju, torej, če je vse samo zanimiv pogled. Če se pa zdaj s temi stvarmi, kar se dogaja, se strinjamo, pridružujemo, ne, za mene že ne bo, se upiramo, dejansko to že kreiramo. Torej, zanimiv pogled, da imajo takšen pogled. Zanimiv pogled, da imajo takšen pogled, oziroma zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In tudi vsi ti pogledi, ki jih imate, da vam lahko neke bakterije, neki virusi škodijo, ali pa da je kakršnakoli bakterija škodljiva, ali pa karkoli pravzaprav, da vam lahko škodi. Dejansko vi s to mislijo kreirate to, da vam škodi, a ne. Meni so kaki ljudje rekli, ko kadijo, a ne, Barbara, koliko se pač naj odvadim kaditi, pa jaz tako jih vprašam, ja, pa si resnično želiš nehati kaditi? Ja, v bistvu ne, a ne, pač ta energija je kazala, ko sem jih vprašala, da je ne. In pol smo se pogovarjali naprej v smislu, a ti uživaš pri tem, ko kadiš? Ja, ful uživam, to je meni kot neka sprostitev, a ne. In pol sem rekla, kati naprej, če ti je to kot sprostitev, če se pa zraven sekiraš, pa se sodiš, to pa dejansko te misli naše kreirajo pol to nezdravje oziroma kreirajo tudi neko bolezen. Naši pogledi kreirajo to. Torej, če boste dejansko glede vsega imeli zanimiv pogled, da je vse zanimiv pogled, torej to je zanimiv pogled, je dopuščanje. Da ste glede vsega v dopuščanju, torej dopuščanje je tam, kjer ni ne prav, ne narobe, ne dobro, slabo, lepo, grdo, ampak dejansko vse samo pač zanimivo. Ni naboja, nobenega naboja energijskega ni tukaj, ampak samo pustite pač, da recimo tudi neki pogled pride do vas in potem gre skozi vas, torej ta prostor tega, kar ste. To je dopuščanje, a ne. Namesto da se upiramo, reagiramo, strinjamo, pridružujemo, enostavno znižamo svoje energijske bariere in samo dejansko spustimo te stvari, ki jih zaznavamo skozi sebe. Na ta način tudi ne ustvarjamo resničnosti iz nečesa, kar ni niti naše. Torej ti pogledi, ki jih zaznavamo, velikokrat jih vzamemo, ne, torej ko se strinjamo z njimi, ko se pridružujemo oziroma ko se upiramo, reagiramo, jih vzamemo na neki način za svoje in jih strdimo pač v svojem vesolju ali pa v svojem telesu in iz tega že začnemo kreirati neko fizično resničnost. Torej, to je ena stvar. To je ena stvar, ki, če boste to delali, torej ta zanimiv pogled, a ne, ne boste to enkrat ponovili, pa bo šla zadeva stran ali pa bo naboj tega pogleda, ki ste ga od nekoga zaznali ali pa ki ga imate vi sami, ali pa neke sodbe, ki jo imate, ali pa nekaj, karkoli že. Običajno ne gre samo po ko enkrat rečemo zanimiv pogled, da imam takšen pogled, ampak boste to ponavljate toliko časa, dokler pač ta naboj tega pogleda ne izzveni
Včasih je treba to velikokrat ponoviti, ker imamo določene poglede zelo, zelo zakoreninjene. Druga stvar je pa, da seveda, da poskrbite za svoje telo. Torej, kaj mislim s tem, da poskrbite za svoje telo? Torej, naše telo ima dostop do takšnih energij in takšnih zmožnosti, za katere nam nihče nikoli ni povedal, da obstajajo oziroma da je to mogoče. In tu aksesovi telesni procesi dejansko nam dajejo dostop do tega, da naše telo postane nekaj več, da poskrbi za neke viruse, za katere prej ni moglo poskrbeti. Oziroma na drugačen način poskrbi, a ne, nekaj, kar je bilo prej videti kot neka klasična recimo gripa, zdaj izgleda tako, da imaš, mislim, saj jaz na tak način to pač ne vem, kako se to pri drugih prikazuje, ampak, recimo meni se v eni uri vse te, kar je bilo prej recimo 3 dni, 5 dni, v eni uri vse izzveni. In dejansko to pač to sta telesna procesa MTVSS in pa vaja za prižac. Torej, MTVSS je to je eden od najstarejših aksesovih telesnih procesov in tudi najbolj dinamičnih, torej in tudi najbolj vsestranskih, ker namreč odklepa telo vsepovsod tam, kjer na kakršenkoli način ne deluje pravilno, poleg tega pa, krepi tudi naš imunski sistem. Imamo različne načine, na različne načine ga izvajamo, in vsakič ustvari nekaj drugačnega. In, ta dva procesa, ki sem jih pravkar omenila, se boste lahko v soboto, 20. junija, naučili na celodnevni delavnici v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici. To je, Ljubljana jug, torej na Ljubljana jug greste ven iz avtoceste oziroma z obvoznice, in, dejansko tam bomo naredili dvakrat boste prejemali MTVSS in dvakrat ga boste poudarjali na dva različna načina. Poleg tega se boste pa naučili tudi vaje za prižac. Vaje za prižac pa prav tako krepi imunski sistem in omogoči, da telo poskrbi za neke stvari, za katere prej ni moglo. Poleg tega je vaja za prižac, če vam recimo zmanjkuje energije, če imate neke fizične napore ali pa karkoli, nekaterim že samo grejo na preprost sprehod, pa jim že pač primanjkuje energije, že se počutijo utrujene. Dejansko vaja za prižac omogoča, da se v vsakem trenutku napolnimo z energijo in pa tudi, da ta teža te resničnosti nima takšnega vpliva na nas. In prav zanimivo mi je bilo, ker je ena gospa, ki je bila na tej delavnici, torej na MTVSS in na vaji za prižac, ki smo jo že imeli, mislim, da je bilo to lani, je rekla, ko smo se pogovarjale, ne, ko pač se je začela ta korona pa to, sem rekla: "Dajte delati vaje za prižac, vaje za prižac dajte, ker to krepi imunski sistem in, dejansko lahko telo poskrbi za neke stvari, za neke viruse, za katere prej ni moglo, poskrbeti." In je ona rekla: zato sem jaz tako v redu, zato ker jaz vsako jutro to delam." A ne. Tako da to dejansko pol lahko inkorporirate v neki svoj jutranji ritual, recimo vaja za prižac. Vaja za prižac je tudi namenjena balansiranju energij v telesu, balansiranju, kako bi rekla, balansiranju telesa in pa tudi, če se vam dogaja, da se zjutraj zbujate, recimo spat greste super, ste super in fajn, zjutraj se pa zbudite čisto povoženi, je to zato, ker dejansko ti energijski tokovi med spanjem v telesu pojenjajo. In če pa dejansko se boste tudi na, delavnici naučili tega, kako pravzaprav telesu naročiti, da ostane na isti vibraciji, kot, je telo. In se boste zjutraj zbudili tako pravzaprav, da se vam ne bo treba pol 1 uro skupaj spravljati, skupaj sestavljati ali pa še več, a ne. Tako da, res pridite raziskat vse te, neverjetne možnosti, ki vam jih omogočata ta dva procesa v soboto. Bom objavila, link do te, torej da si lahko preberete tudi več o teh dveh procesih tukaj pod videom. Mogoče še samo kaka beseda o MTVSS-u. Torej MTVSS sem rekla, da odklepa telo na vseh tistih mestih, kjer na kakršenkoli način ne deluje pravilno. In z njim smo spremenili stvari, kot so rak, fibromialgija, pol diabetes, hernija, zatekanje telesa, zatekanje nog, raznorazne druge stvari, neki razni sindromi, Guillain-Barré pa ne vem kakšni sindromi še. Dejansko vsepovsod, kjer telo na kakršenkoli način ne deluje pravilno, ali je to presnova ali je koža, dermalna ali pač je skelet ali je električni sistem, telesa, živčni sistem telesa, vse to lahko naslovimo z MTVSS-om in lahko prinese, MTVSS velikokrat prinese neke spremembe, ki jih lahko leta in leta klasične medicine niso
prinesla. Tako da pridite in to raziščite. Torej, ker mislim, tako dejansko, mislim, jaz tako odkrivam zdaj, kaj so vse pač naša telesa zmožna in tudi vsi procesi, ki jih delamo. Recimo zdajle smo imeli v nedeljo, smo imeli proces izbris maščobnih celic, ki so namenjene trajnemu, torej zaklepanju občutkov, ki jih v telo zaklepamo in dejansko to razveljavlja nas kot bitje. In vsi, ki so bili na tej delavnici, vsi mi pravijo, Barbara, meni se kar usuva, denar se mi usuva, kar delam. In dejansko to zaradi tega, ker smo opustili neke občutke, ki smo jih imeli zaklenjene v telo in sploh ne vemo, torej mi cela življenja živimo na tak način, in sploh ne vemo, da imamo nekaj, da smo zaklenili v svoje telo nekaj ali pa da smo nekaj vzeli v svoje telo, kar sploh ni naše in delujemo celo življenje, kot da je to naše. In šele potem recimo, da ko nam nekdo recimo naredi telesni proces ali pa pridemo na eno tako delavnico in ko to gre ven iz nas, dobesedno tudi fizično lahko zaznate, ko gre nekaj ven iz vas, vidite, da to dejansko to sploh ni bilo vaše. Oziroma, da ste to nekoč nekje zaklenili v svoje telo. Tako da, če potrebujete veliko racionalne razlage, vam moram povedati, da, mislim, preden se odločite za neko delavnico, je tako pač, vas ne bo pripeljal nikamor. Če vi veste, da morate nekam priti, če vas nekam pritegne in sledite temu, vas bo to pripeljalo marsikam. Tako da, in je težko, mislim, kako bi rekla, te Accessove procese in tudi delavnice težko razlagati, zato ker to morate izkusiti, zato ker vsak dobi nekaj drugačnega. Tudi če MTBSS na nekomu delamo, dobi nekaj drugačnega, kot pač lahko druga oseba. In to ne mislite tudi, da je to samo za tiste, ki so na kakršenkoli način bolni. Torej tudi tisti, ki zdravi, ki prejemajo MTBSS, dejansko se počutijo ful bolj lahkotnejše, ful bolj sproščene. Moje stranke, recimo, ki prihajajo na individualne tretmaje k meni, dobivajo več denarja, povišice v službi, in tako zmanjšujejo tablete na polovico. Vse živo, no. Tako da, torej, če pa, kot sem rekla, če zdrav prejema ta MTBSS, se dejansko cel ta načrt našega telesa prepiše, da je bolj, kako bi rekla, podobna izvornemu, bolj izvornemu temu načrtu našega, telesa. In kaj je izvorni načrt našega telesa? To boste pa mogli na delavnico priti in, boste tam to izvedeli, ampak je tako pravzaprav, mogoče je pač, nekaj čisto drugačnega z našim telesom, ki nekateri posamezniki to že dokazujejo, večina pa temu pač tako pravi, da to že ni res, ampak dejansko je. Tako da, še enkrat lepo vabljeni v soboto, 20. junija na delavnico MTBSS-a in vaje za križanec. Drugače pa naj vas tudi spremlja seveda ta zanimiv pogled. In, meni je tako pač zanimivo, pač ustanovitelj Access Consciousnessa, Gary Douglas, je rekel, da je on uporabljal ta zanimiv pogled 1 leto za vsak svoj pogled, ki ga je imel. In on je tako pač, jaz take osebe, ki bi bil tak prostor, kakor je on, nisem še srečala, prav tako do zdaj, no. In to pravzaprav je tudi skregal s tem, zanimivim pogledom. In če ste tak prostor dopuščanja, dejansko v svojem življenju povečate svoje možnosti, na kake načine se lahko vaše življenje prikaže, na kake načine se lahko prikaže vaša prihodnost, milijonkrat, še večkrat, neskončnokrat povečate. Ne, če ste pa taki, da morate vse predalčkate, pozitivno, negativno, dobro, slabo, lepo, grdo, dejansko omejujete svoje možnosti na malo škatlico. In, kaj sem mislila reči? Ja, no, to dejansko sem pa še pol to slišala, čez nekaj časa, da je on pravzaprav vsakih 10 sekund za vsak pogled, ki ga je imel, vsakih 10 sekund si je rekel: "Zanimiv pogled, da imam takšen pogled." In si je pač rekel: "Zanimiv pogled, da imam takšen pogled." Karkoli, če se je zalotil, da ima neki pogled, a ne, dejansko je bil toliko prisoten, da vsakih 10 sekund to naredil in vas izzivam, da kdo od vas tudi to naredi. Jaz sem to delala, pa ne vem, 1 uro, pa je bilo kar naporno, no. Drugače smo imeli mi tako že en celoletni izziv, 365 dni zanimivega pogleda, ampak nismo šli vsakih 10 sekund, a ne, ampak smo skušali pač biti čim več, čim dlje, torej vsak dan v tem dopuščanju in vaditi to, ni bilo pa to 10 sekund, tako da
mogoče pa še jaz kreiram kak izzivček, da bomo še tudi to sprobali. Okej, no, zdaj pa se poslavljam, lepo se imejte in se vidimo v hiši neskončnih možnosti. Čau, čau!